Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 27. maj 2026. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Samir Šilić je za napad na Novomeščana Aleša Šutarja s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Za povzročitev posebno hude telesne poškodbe je prejel 6 let in 3 mesece zapora. V UKC Maribor so prvič uspešno izvedli izjemno zahteven poseg menjave srčne zaklopke skozi veno na nogi. Od lampiončkov do študentske brigade. Zoran Kačičnik o mladih, solidarnosti, športu in tem, zakaj Maribor potrebuje več povezovanja. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. 20-letni Samir Šilić je po pogajanjih s tožilstvom priznal odgovornost za smrt Aleša Šutarja oktobra lani. Sodišče mu je izreklo v sporazumu dogovorjeno kazen 6 let in 3 mesecev zapora. Ob preklicu 2 pogojnih kazni določenih v preteklosti ga je sodišče obsodilo na enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić ostaja v priporu. Z menoj v studiu je kolegica Elizabeta Planinšič, urednica Črne kronike na Večeru, ki spremlja primer Šutar in izrečeno kazen, ki je naletela na zelo različne odzive, danes tudi komentira. Beti, kakšna se tebi zdi izrečena kazen? V bistvu se mi izrečena kazen zdi kar visoka. Tožilka je nazadnje poudarila, da gre v bistvu za rekordno visoko kazen, odkar se pač to v sodni praksi spremlja, torej v 16 letih. Za to dejanje treba razumeti, da je bil Šilić obtožen in seveda zdaj obsojen za povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela sicer za posledico smrt, torej ne gre ne za uboj, ne za kakršnokoli hujše kaznivo dejanje. Ne nazadnje, zgolj za primerjavo, marca letos je sodišče izreklo 6 let zapora prav tako mlademu 20-letnemu fantu, ki je v bistvu lani oktobra, tudi ta časovnica je sicer zgolj naključna, ampak v bistvu torej vsaj z 10 udarci ubil pač državljana Severne Makedonije sredi Ljubljane, torej on je bil obsojen za uboj, ne zato, ker je bil obsojen v bistvu Šilić. Dejstvo pa je, da seveda ne sorodnikom in ne vsem tem, ki so pač živeli okoli Šutarja, nobena kazen ne bo dovolj visoka, očitno pa tudi politikom, ne glede na to, da pač novomeški župan Macedonij terja višjo kazen. Vse od oktobra že spremljaš ne samo ta nesrečni primer, seveda pa potem tudi vse, kar je sledilo, ne, politične posledice, ne nazadnje tudi sprejem posebnega zakona. Zakaj je bil ta primer tako zelo drugačen, tako zelo odmeven v javnosti? V bistvu tu sta dva aspekta. Prvi aspekt je seveda ta, da je bil v eno od teh dejanj vpleten zagotovo Rom. V bistvu z tem dejanjem je pač predvsem na Dolenjskem oziroma v tej skupnosti, ker živijo Romi, pač zavrelo. Ljudje že nekaj časa opozarjajo na težave, ki jih imajo tamkaj z Romi, ampak težave se vlečejo že nekaj časa. Dejstvo je, da je v bistvu zadeva eskalirala pa v tistem trenutku, ko je seveda v ta primer nekako stopila politika. Torej, nekaj ur kasneje se vemo, kaj se je zgodilo, celo premier je šel na kraj, odstopila sta 2 ministra in v bistvu s tem se je v bistvu pač vsa ta zadeva samo še razplantela, da ne bo pomote. Gre za tragičen primer, ki se ne bi smel zgoditi, ampak seveda nekatere odločitve lokalnih politikov, predvsem pa državnih politikov so pa seveda temu primeru dale, naj se reče, krila, no. No, saj veliko tega je bilo, spomniva, kaj vse je zaznamovalo te postopke po smrti Aleša Šutarja. Ja, poleg že omenjenih odstopov 2 ministrov, torej pravosodne ministrice in notranjega ministra, vemo, da je v bistvu vlada, ki zdaj odhaja, spisala tako imenovani interventni Šutarjev zakon. Vemo, da so v bistvu nekatera območja doli na Dolenjskem poslala tako imenovana varnostna območja, sicer so bila zdaj kasneje razglašena že tudi v Ljubljani in še kje, kar je pač omogočalo, da se torej na eno območje postavi več policije. Zdaj, kakšni so učinki tega trenutno, nekateri govorijo, da kaznivih dejanj je manj, ampak vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ko to več ne bo varnostno območje, oziroma ali se to res dejansko rešujejo problemi ali se samo trenutno gasi. Vemo tudi, da so v bistvu z Šutarjevim zakonom tako rekoč udarili po teh prejemkih, torej socialnih in tako dalje, ampak
te zadeve so zdaj zaenkrat na ustavnem sodišču, kar pomeni, da če smo dobili sodni epilog samega kazenskega postopka, marsikateri drugi epilog v zadevi Šutar še manjka oziroma ga bomo še morali dočakati. Bomo videli. Hvala, Beti. Prosim. V mariborskem UKC so zdravniki naredili pomemben korak v razvoju sodobne kardiologije. Prvič so uspešno izvedli izjemno zahteven poseg menjave aortne srčne zaklopke skozi veno na nogi, tako imenovani transkavalni pristop. Gre za metodo, ki jo trenutno izvaja peščica vrhunskih centrov po svetu, predvsem pa odpira nove možnosti zdravljenja za bolnike, pri katerih dosedanji postopki niso bili več varni ali mogoči. Pri klasičnem posegu TAVI zdravniki do srca dostopajo skozi arterijo na nogi, vendar je pri nekaterih pacientih zaradi napredovane ateroskleroze ta pot preveč zožena ali poškodovana. Do zdaj so morali v takih primerih poseg opraviti skozi arterijo v prsnem košu, kar pomeni zahtevnejšo operacijo, splošno anestezijo in daljše okrevanje. Nova metoda pa omogoča, da zdravniki do srca pridajo skozi veno na nogi in poseg opravijo v lokalni anesteziji. To za paciente pomeni manj obremenjujoče zdravljenje, manj tveganj, hitrejše okrevanje in krajše bivanje v bolnišnici. Poseg je revolucionaren tudi zato, ker morajo zdravniki med samim postopkom ustvariti prehod iz vene v arterijo, kar zahteva izjemno natančnost in vrhunsko usposobljenost ekipe. Prvi poseg v Mariboru je vodil dr. Igor Balevski ob podpori domače ekipe in strokovnjaka iz Splita, dr. Andrije Matetiča. 30-letja je Zoran Kačičnik skoraj sinonim za mariborski štuk, lampiončke in študentsko življenje. V Maribor je prišel sredi 90-ih let kot študent, danes pa kot dolgoletni sodelavec študentske organizacije Univerze v Mariboru še vedno bdi nad največjimi študentskimi projekti. Sam zase pravi, da je deklica za vse, a njegovo delo daleč presega organizacijo dogodkov. Posebej pomembno se mu zdi prostovoljstvo in prenašanje vrednot solidarnosti na mlade generacije. Lampiončki, največji študentski dogodek na prostem v Mariboru, so po njegovih besedah izjemno kompleksen projekt, ki se pripravlja več mesecev. Čeprav se je iz operativne organizacije nekoliko umaknil, danes skrbi predvsem za varnostni in zakonodajni okvir prireditve. Mlade pa pri tem zavestno pušča v ospredju. Prepričan je namreč, da morajo program ustvarjati generacije, ki ga tudi živijo. Ob tem zavrača stereotipe o današnji mladini. Mladi po njegovem niso apatični, temveč živijo pod drugačnimi pritiski, predvsem zaradi stanovanjske problematike in negotove prihodnosti. Starejšim očita, da mlade prepogosto ocenjujejo skozi lastne izkušnje in pozabljajo, da so pravice, ki jih imajo študenti danes, rezultat dolgoletnih prizadevanj prejšnjih generacij. Posebno mesto v njegovem življenju ima študentska delovna brigada, ki jo je pomagal ustvariti po potresu v Bovcu. V skoraj 30 letih je prerasla vseslovenski projekt pomoči podeželju. A Kačičnik poudarja, da bistvo brigade ni fizično delo, temveč človeški stik. Včasih starejšemu človeku največ pomeni prav pogovor in občutek, da ni pozabljen. Kritičen je tudi do razmer v športu in centralizacije države, ob koncu pa poudari, da ima Maribor velik razvojni potencial. Če bo znal povezati ljudi, ohraniti svojo identiteto in enakomerno razvijati vse dele mesta. Celoten pogovor ob kafeju z Miho Dajčmanom lahko preberete v današnji tiskani izdaji Večera in na večer.com. Medijska hiša Večer danes na Celjskem sejmu organizira letošnjo energetsko konferenco Zelena transformacija, kjer bomo s kompetentnimi sogovorniki govorili o rešitvah za prihodnost. Če nas želite spremljati, lahko to storite tudi preko spleta na spletni strani Večera, poševnica Zelena transformacija. To je bil Večer zjutraj 27. maja 2026. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo. In ne pozabite, z Večerom razumete bolje.